Društvo ustvarjalcev Taka Tuka spodbuja ustvarjalnost otrok in mladostnikov, tako slišečih kot gluhih in naglušnih. Z različnimi dogodki, delavnicami, gledališkimi igrami in festivalom Gledališče gledalce išče, ki ga organizirajo od leta 1999, v domači in mednarodni javnosti promovirajo znakovni jezik in ustvarjalnost mladostnikov z okvaro sluha. O njihovi ustvarjalnosti priča tudi mednarodni projekt Gledališče Most sporazumevanja, v okviru katerega so z otroki iz Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana leta 2012 obiskali Kitajsko. V okviru enoletnega projekta smo letos poleti s skupino mladostnikov, gluhih in slišečih obiskali Kitajsko, kjer smo v času izmenjave izvajali različne aktivnosti. Učili smo se kuhati, ustvarjali smo, učili smo se kaligrafije, pokazali našo predstavo učencem v šoli in raziskovali kitajsko kulturo ter se sporazumevali v znakovnem jeziku. Zelo zanimivo je bila ravno ta komunikacija med gluhimi in slišečimi mladostniki, kjer so zelo hitro našli ta skupen jezik. Na kitajskem mestu Chengdu mi je bilo zelo super. Ima veliko znamenitosti, pa tudi lepo mesto. Tam smo se mi bolj naučili kitajske kretnje, pa kitajsko pisavo, ker me je ful zanimalo. Pa smo tudi mogli mi sami sprobati, je bilo res malo težko narisati. Najprej je probal slovenskimi kretnjami sporazumevati, ne. Ampak pol pa nekako mi ni šlo in pol sem se mogel malo nekaj improvizirati, nekaj malo si izmišljevati. In pol sem probal kot neko skico narisati, ampak ne mislim kot v zvezek narisati, ampak kot s kretnjami, takole nekaj, takole, pol pa hiša, ne, takole mala. In pol je on malo razumel, ampak se je pol prevedel v kitajski znakovni jezik, pa tudi pol je lažje razumel, pa me je tudi naučil, ne. Znam pa tudi nekatere kitajske kretnje, kot so
učenje oziroma šola, pa tudi leto. Mogoče ravno to, kako hitro se lahko gluhi znajdejo, če srečajo gluhe z neko čisto drugo jezikovno strukturo, z drugim načinom jezika, kako vseeno imajo oni tako podoben način sporazumevanja, da takoj najdejo kontakte in način prilagajanja teh znakov in lahko se zmenijo res v, ne vem, 2 dneh se oni lahko prav vse pomenijo med sabo. Hello, Slovenia. 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 Thank you. Ja, namen našega projekta Gledališče Most sporazumevanja je predvsem v povezovanju gluhe in slišeče kulture ter evro-kitajskega dialoga ter promociji kulture gluhih, znakovnega jezika in pa gledališkega ustvarjanja. Rdeča nit tega povezovanja je ravno to gledališko ustvarjanje, saj se društvo tako tukaj že vrsto let ukvarja z gledališčem. Gluhi svet imajo zelo veliko prednost pri tem, da lahko slovenskimi kretnji, pa naprimer kitajskimi kleriki, res pa je, da je razlika, pa neke podobnosti je res, ampak
se pa lahko veliko boljše pogovarjajo, kot pa naprimer slišeči slovenski, pa gluhi slišeči svet. To sploh ne bojo se nikoli ne sporazumevali, to mora prevesti iz angleščine, pa mora iz angleščine v slovenščino, pa lahko je tudi, če kdo zna, ne, lahko iz slovenščine v kitajščino, pa spet, ne, tu se pa matraš, ne. Pri gluhim je predno pa tudi, da malo improviziraš, pri rokami, pri kretih, da malo improviziraš, pa malo fantaziraš, pa te bo gluh takoj razumel. Za konec pa smo za vas pripravili tradicionalno kitajsko pravljico, v kateri lahko preizkusite razumevanje kitajskih kretenj.